Tam gori ob reki so rože. Po noči se odpro, kakor bi zemlja odprla tisočere oči. Gledal jih bom prav od blizu, legel bom mednje in roke bom do komolcev zagrebel v rdečo prst in mislil. Moram priti do konca. Zorko Sinčić se je rodil 19. novembra 1921 v Mariboru, kamor so se njegovi starši zatekli pred naraščajočim pritiskom fašizma na Primorskem. Leta 1941, po napadu nacistične Nemčije in fašistične Italije na Jugoslavijo, se je kot prostovoljec javil v jugoslovansko vojsko. Po njenem porazu je bil interniran v fašistično taborišče Gonars. Po vrnitvi v Ljubljano je za svoj roman Prebujenje leta 1943 prejel Prešernovo nagrado mesta Ljubljane. Leta 1945, ob koncu druge svetovne vojne, ko je komunistična revolucija pahnila slovenski narod v najgloblje brezno njegovega obstoja, se je umaknil v Argentino. Po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije v začetku 90-ih se je vrnil v svojo domovino. Tu živi in ustvarja še danes. Veseli smo, da smo lansko leto lahko obeležili njegovo 100-letnico. Volja do življenja in volja do ustvarjanja Zorka Simčiča je jasno razpoznavna v njegovem literarnem delu. Posebej je treba omeniti njegov roman Človek na obeh straneh stene, ki je velja za prvi slovenski modernistični roman. Poleg tega omenimo še dve drami, Tako dolgi mesec avgust in Zgodaj dopolnjena mladost. Po vrnitvi v Slovenijo pa je dokončal še roman epopejo slovenske migracije Poslednji 10 bratje. V vseh teh delih se intenzivno sooča z najpomembnejšimi eksistencialnimi človekovimi vprašanji. Junaki Zorka Simčiča se neusmiljeno soočajo z občutjem absurda, porojenega ob pogledu na razčlovečeno človeško bitje v času vojne. To velja za človeka na obeh straneh stene, usodno razpetega med ljubezen in sovraštvo, zaupanje in nezaupanje, domovino, ki jo je moral zapustiti, in tujino. To velja za dramo Zgodaj dopolnjena mladost, ki je eno najglobljih literarnih soočenj s slovensko polpreteklo zgodovino. V njej, v polnem žaru, v ospredje stopijo vprašanja krivde in odpuščanja, zgodovine in eksistence. Podobno lahko rečemo o drami Tako dolgi mesec avgust. In naposled, to velja za roman Poslednji 10 bratje, epopejo slovenske emigracije, v kateri je Simčič upodobil zgodbe posameznikov, skrivnostno stkane v celoto, sledeč zavitim potem slovenske usode.